Danes v Pomurskem dnevniku preselili 7 ton rib. Spremenjen prometni režim. Ženska reprezentanca proti Walesu. Okrevanje kulturne dejavnosti. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna so iz Bukovniškega jezera zaradi priprav na sanacijo nasipa v okoliške vode preselili za okoli 7 ton rib. Pristojni so sicer že junija po ogledu ugotovili, da nasip pri Bukovniškem jezeru pušča. Gladina vode jezera je že takrat bila spuščena za 40 cm. Bukovniško jezero v občini Dobrovnik je bilo zgrajeno, da pred poplavami zaščiti nižje ležeče območja. Zaradi posedanja pa je dotrajan 70 let star nasip letos začel puščati. Bukovniško jezero kot biser, goričkega biser, sigurno tudi Pomurja, pa tudi Slovenije, je v tem trenutku seveda prazno. Prazno je pa v bistvu zaradi tega, ker smo ugotovili, da nam je začel nasip puščati in ker je nasip seveda star že nekaj več kot 70 let, sigurno je prišlo do določenih posedanj, verjetno tudi je narava svoje naredila, dvoživke, miši, tudi vidre imamo tukaj. In glede na to, da je bila velika nevarnost, da nam lahko nasip utrga, pomeni, da bi bilo velika nevarnost tudi za nižje ležeče, tudi za življenje. To pa ni prvič, da so imeli težave z uhajanjem vode iz jezera. Zadnja sanacija je bila leta 2016. Smo že dvakrat izvajali, stalno se nam je zgodilo to, da na mesto, kjer smo izvedli, je prenehalo precejanje vode, pa se je preselilo precejanje vode na drugo mesto. Zato obstaja nevarnost, da bi se nasip porušil. V prihodnjih dneh bodo tako začeli sanacijo in menjavo celotne pregrade. Še predtem pa so morali iz jezera preseliti ribe. Te je v ribolovne vode v okolici preseljevalo 40 ribičev in 2 ribogojca. Postopoma so spuščali gladino vode in ribe lovili z mrežami. Z veliko mrežo povlekli in ribe v tiste košare notri. S košarami smo nosili gor v bazene, ki je bil preklopljen kisik, in ko je bazen bil poln, se je peljal na druga ribolovne vode. Iz jezera so tako rešili za okoli 7 ton rib. Zdaj pa bodo začeli še z odstranjevanjem zemeljskega dela nasipa. Mi bomo zdaj v prihodnjih dneh vse od vremenskih razmer odvisno začeli, da odstranimo te zemeljski del nasipa. Potem bomo skopali za glineno jedro, da bomo prišli do nepropustnih tal, da bomo nepropustno zemljino vgradili notri. Na nivoju nožice nasipa bomo vgradili še glineni tepih, da bomo podaljšali precejne poti, ker kot ste že obveščeni, se nam je v preteklosti dogajalo precejne vode skozi telo nasipa in je obstaja nevarnost, da bi prišlo do porušitve. Izvajalec del je Pongrad VGP, celotna vrednost del je 550 000 evrov, pričakujemo, da bomo dela dokončali v tem letu, dočim odstranitev oziroma odriv mulja v samem zadrževalnem prostoru, da se predvidoma zgodi januarja prihodnje leto. Sanacija pa je tudi priložnost za ureditev same okolice jezera. Da bomo tudi nad jezerom naredili zapornico, s tem bomo pravzaprav nekako urejali kaskadno količino vode same v jezeru in nad jezerom in tudi nižje ležeče in še povečali varnost pred poplavami, torej tja od Dobrovnika proti Lendavi. Ker gre za priljubljeno turistično destinacijo, načrtujejo, da bodo uredili tudi sprehajalne poti in razgledni stolp. Z mestne občine Murska Sobota so že včeraj sporočili, da bo od današnjega dne spremenjen prometni režim na Talanjevi ulici. Promet pa bo odslej potekal enosmerno. Mestna občina Murska Sobota je vse udeležence v cestnem prometu obvestila, da bo od torka 19. oktobra vzpostavljen spremenjen prometni režim na Talanjevi ulici v Murski Soboti.
Promet bo po novem urejen enosmerno, in sicer iz smeri Trstenjakove ulice v smeri Žitne ulice. Vse udeležence v cestnem prometu ob tem prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in strpno vožnjo. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović sta včeraj skupaj odkrila spomenik Francetu Prešernu v Zagrebu. Predtem sta slovenski in hrvaški predsednik skupaj odkrila še spomenik Ljudevitu Gaju v Ljubljani. Spomenik Francetu Prešernu je v Zagrebu prvi spomenik posvečen Slovencu. Ob slavnostnem odkritju spomenika pa je nekaj besed spregovoril tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Najprej, preden se sprehodim skozi napisane besede, mi dovolite reči nekaj iz srca, kar globoko čutim in me dela danes srečnega. Danes ni običajen dan v sosedskih odnosih med Slovenijo in Hrvaško. Je prav poseben dan, je lep dan. Danes me je predsednik Milanović obiskal v Ljubljani, tam smo odprli spomenik Ljudevitu Gaju in je še istega dne. Vračam obisk tukaj v Zagrebu in odpiramo spomenik Francetu Prešernu. To se ne dogaja vsak dan, vsako leto. Želim videti ta dogodek, ta današnji dan kot praznik enega dobrososedstva, sožitja, prijateljstva, zaupanja med obema narodoma in državama. Nekaj, kar nam zbuja upanje, da bomo tako šli skozi čas, ki sicer vsem tem vrednotam ni najbolj naklonjen. Spomenik Franceta Prešerna je postavljen v zagrebškem mestnem parku Bundek, na podstavku pa je poleg napisa vklesana tudi 7. kitica Zdravljice, slovenska himna v slovenskem in hrvaškem jeziku. Pred žensko reprezentanco Slovenije sta dve novi kvalifikacijski tekmi v letu 2021. Varovanke selektorja Boruta Jarca se bodo v 3. in 4. krogu pomerile najprej z reprezentanco Walesa, potem pa še z izbrano vrsto Grčije. Prva od dveh tekem bo že v petek 22. oktobra na stadionu v Lendavi. Slovenija je odločno začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2023 v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Uvodoma so Slovenke 4-0 slavile v Estoniji, potem pa doma do 89. minute držale točko proti Franciji, ki je 5. reprezentanca na svetu. Žal se na koncu v Murski Soboti ni izšlo, je pa igra dokaz, da je reprezentanca pripravljena na velike izzive, predvsem pa da lahko z igro in odnosom kljubujejo najboljšim. To bo sicer že 9. svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini pa bo na zaključnem turnirju sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so naslov svetovnih prvakinj osvojile v letih 2014 in 2018. Danes mineva natanko leto dni, odkar je Slovenija že drugič razglasila epidemijo koronavirusa. Ob tem smo nekaj časa namenili tudi ljubiteljski kulturni dejavnosti, ki je že sicer nekoliko zapostavljena. Ta problem pa je postal še toliko bolj očiten v času epidemije. Z vodjo območne izpostave Javnega sklada za kulturno dejavnost v Murski Soboti smo v današnji oddaji iz našega studia nekaj časa med drugim namenili tudi načrtom za okrevanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Morda okrepiti filmsko dejavnost. Sicer pa ena mojih želja ali idej je, da bi v prihodnjem letu, se pravi v letu 2022-2023, organizirali abonma ljubiteljske kulture. Dogodki ne bi bili samo v Murski Soboti, ampak tudi po drugih krajih, seveda tam, kjer imajo ustrezne dvorane. Jaz sem prepričana, da v naši izpostavi premoremo en folklorni dogodek, en zborovski dogodek, gledališki dogodek, godbena pihala, kakorkoli. 5-6 takih večerov, kjer bi sodelovali samo ustvarjalci ljubiteljske kulture, pa tudi seveda mlade iz tega virtualnega sveta, v katerem so vse več
pritegniti nazaj v kulturo, v realno življenje, jim prikazati ljubiteljsko kulturo, tradicionalno kulturo na njim privlačen način. Zato morda kdaj spomladi narediti tudi kakšen festival mladih v ljubiteljski kulturi in pa za njih pripraviti tudi kakšne delavnice na različnih področjih, seveda spet ljubiteljske kulture. Mentorji so, da se povabiti tudi kakšne mlade, prepoznavne ustvarjalce, lahko tudi v poklicni kulturi, ki bi privabili mlade v ta lep svet kulture, bom rekla. Jutri bo pretežno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti namerili 8 stopinj, v Lendavi in v Radencih 10, v Krajnskem parku Goričko pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno z meglo po nižinah. Čez dan bo oblačnost na zahodu naraščala, v večjem delu Slovenije pa bo dan po večini sončen. Krepil se bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 6 stopinj, dnevne pa okoli 21 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bo občasno deževalo. Nekaj jasnine bo sprva še v vzhodni Sloveniji, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. V petek bo oblačno z dežjem, ki bo popoldne oslabel in do večera večinoma ponehal. Nekoliko hladneje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 5 do 13 stopinj, dnevne pa od 12 do 20 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.